Lepo pozdravljeni in dobrodošli na prvem letošnjem dogodku borze. Danes si bomo pogledali, kaj se je lansko leto dogajalo na kapitalskih trgih, kaj je zaznamovalo leto in kaj lahko pričakujemo v letu 2025. Z mano bosta dva ugledna strokovnjaka iz finančnega sektorja. Preden pa pogledamo, kaj se je dogajalo in kaj lahko pričakujemo za naprej, pa poglejmo, kaj je zaznamovalo leto na Ljubljanski borzi. Lansko leto, kot vemo, je bilo zelo ugodno tudi za Ljubljansko borzo. Poleg visoke donosnosti je leto zaznamovala tudi uvrstitev prvih ljudskih obveznic v borzno kotacijo in pa uvrstitev v standardno kotacijo družbe Relax. Tržna kapitalizacija je prvič po letu 2007 presegla 10 milijard evrov in je konec leta znašala skoraj 12 milijard evrov. Navedeno 30-odstotno povečanje napram konec leta 2023 pa je posledica rasti tečajev, medtem ko je porast tržne kapitalizacije na trgu dolžniških inštrumentov in pa strukturiranih produktov tudi posledica novih uvrstitev. Povprečni mesečni promet je v lanskem letu znašal 42 milijonov evrov, in sicer s povprečnim številom poslov 173 dnevno. Če pogledamo na graf, tale modra črta prikazuje povprečje zadnjih 5 let, medtem ko bela črta prikazuje povprečen mesečni promet v lanskem letu in vidimo, da je predvsem izstopal mesec julij, ko smo zabeležili dobrih 60 milijonov mesečnega prometa, in sicer je bil to najboljši julij po letu 2014, medtem ko je pri trgovanju z dolžniškimi inštrumenti izstopal se pravi mesec marec oziroma tisto prvo četrtletje po uvrstitvi ljudskih obveznic. Celoten promet je na borzi lani znašal 505 milijona evrov in je bil najvišji po letu 2014. Trgovanje z dolžniškimi inštrumenti je bilo večje kot pretekla 4 leta skupaj. Najbolj pa je izstopalo, se pravi, trgovanje z obveznicami, ki je bilo za dobrih 455% višje kot lani. Če je bilo z njimi upravljanih za 6,6 milijona evrov prometa, je zgolj trgovanje z ljudsko obveznico predstavljalo dobrih 5,8 milijona evrov. Še vedno pa je daleč največ prometa upravljeno z delnicami prve kotacije. Z njimi je upravljenih več kot 50% celotnega prometa. Že leta je borzni član, ki opravi največ prometa, družba Intercapital. Napram letu 2023 so opravili dobrih 30% več prometa. Je pa zelo dobrodošel trend, da tudi ostali člani zaznavajo še večji porast prometa, pri čemer najbolj izstopa član Wood & Company, ki je zabeležil dobrih 90% več prometa napram letu 2023. Stopnjevanje konkurence pa smo zasledili tudi v prometu delnic prve kotacije. Tudi tu že vrsto let dominira Krka, ki pa se je lani nevarno približala družba NLB. In sicer, če je bilo s Krko opravljenih 34% celotnega prometa, je bilo v letu 2024 za delnico NLB-ja opravljenih 33,4% prometa, in sicer so dosegli 125% porast prometa napram letu 2023. Promet z delnicami prve kotacije pa je napram letu 2023 dobrih 50% višji. Najdonosnejše so bile delnice družbe NLB, ki so pridobile 50%. Na drugem mestu so delnice pozavarovalnice Save. Delnice Petrola in Cinkarne Celje so pridobile dobrih 35%, pri čemer so bile delnice Cinkarne Celje tudi dividendno najbolj donosne. Naj opozorim, da ta donosnost ne upošteva dividendne donosnosti. Družbe Telekoma pa so pridobile dobrih 26%. V standardni kotaciji
pa so z upoštevanjem torej delnic, s katerimi je bilo upravljenih najmanj pol milijona letnega prometa, največ pridobile delnice družbe Salusa. Kot vemo, je visoka dividendna donosnost nekaj, kar dela naš trg poleg nizkih vrednotenj zelo privlačnega. Povprečna dividendna donosnost prve kotacije je bila 7-odstotna, najbolj radodarna z dividendami pa je bila Cinkarna Celje. Nadpovprečno dividendo sta izplačala tudi Telekom in NLB, torej kljub veliki donosnosti in pa porastu tečaja, pa delnice prve kotacije ostajajo relativno nizko vrednotene. In sicer na primer delnica družbe NLB kljub 50-odstotnem porastu tečaja vseeno dosega vrednotenje 4,2. Zanimiv pa je podatek, da je slovenski delniški trg v lanskem letu bil najbolj donosen izmed razvitih trgov. In sicer je indeks SBI Top pridobil kar 33%, za upoštevanjem dividend, torej SBI Top Total Return pa je pridobil 42%. Indeks SBI Top je dosegel najvišjo vrednost julija, in sicer gre za najvišjo vrednost po letu 2008, ko je presegal 1700 evrov, leto pa je zaključil pri 1666 evrov. Torej, v grobem vidimo, da je tudi naš indeks sledil nekim gibanjem svetovnih oziroma drugih indeksov, s tem, da je dosegal višjo donosnost in na primer v primerjavi z Eurostoxom, ki je leto zaključil za 8-odstotno donosnostjo, je torej naš indeks se gibal bistveno višje. No, kakšno pa je bilo dogajanje na kapitalskih trgih? In pa kaj so bile posledice, ki so vse trge in pa tudi Ljubljansko borzo lani tiščale navzgor, pa bomo v nadaljevanju predebatirali še z dvema gostoma, in sicer se mi bosta pridružila gospod Tilen Šarlah, finančni direktor družbe Acex, in pa Vid Pajič, višji upravljalec Triglav skladov. Vid, Tilen. Ja, lep pozdrav. Živjo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Tilen, ti si danes prvič z nami, pa bi se najbrž spodobilo, če te na kratko predstavim. Si finančni direktor ene večje oziroma IT družbe, v preteklosti pa si se že oziroma od 17. leta ukvarjal z trgovanjem, pa če na kratko poveš, kako se tega lotiš, kakšen trgovalec si, v čem se mogoče razlikuješ? Lep pozdrav, jaz lahko rečem za sebe, da sem prehodil celo to pot od upravljalca, borznega posrednika do bom rekel, high-net nekega upravljalca, bom rekel, upravljalskih računov, skladov, hedge fundov. Zdaj sem dejansko direktor zelo uspešne družbe, ki tudi upravlja precej velik delež kapitala na, bom rekel, na različnih trgih po svetu, in moja naloga se ni bistveno spremenila. Se pravi, še vedno gre za neko upravljanje, še vedno gre za neko trgovanje. Je pa res, da sedaj se je moj stil precej spremenil. Če sem bil včasih bolj tak fundamentalist, se pravi, da sem bolj spremljal te kazalce, bolj poslovne rezultate. Sedaj sem zadnjih 10-15 let precej bolj se posvečal neki tehnični analizi, nekih branju grafov, čartov, te usmerijo, bom rekel, v smeri kapitala, sledil denarnim tokovom in nekako dosegel vse rezultate v zadnjih letih, predvsem z malo drugačno strategijo, kakor se ga lotevajo nekako, bom rekel, bolj množica ljudi, no. Na koncu pa rezultat dejansko kar v redu, ko pogledam za nazaj. Tako družba kot moji portfelji dejansko zelo lepo delajo, no. Ja, Vid, kaj pa ti mogoče, na kakšen način se lotevaš trgovanja, bi rekel, da bolj trguješ na podlagi tehnične analize ali si bolj value investitor? Pa ne bi rekel glih zdaj, da sem value investitor, mi je nekako blizu, no, ta logika od Tilna, če sem čisto iskren. Dejstvo je, da value investitorji so bili v zadnjih letih kar tepeni. Treba je spremljati dejansko denarne tokove, kam se seli denar in kaj so tisti neki trendi, ki jim investitorji sledijo.
Zdaj, v zadnjih letih smo opazili, da trg načeloma nagrajuje rast in definitivno treba biti prisoten v teh podjetjih, tako da temu probam tudi sam slediti. Ja, še posebej lansko leto, najbrž ne glede na strategijo je bilo za večino investitorjev oziroma trgovalcev kar uspešno. Zdaj, prej sem omenila, da je bil slovenski delniški trg najdonosnejši med razvitimi trgi. In sicer smo dosegli 33% donosnost oziroma rast SB topa. Vaju to mogoče preseneča, kje vidite kakšne razloge, zakaj bi ravno slovenski delniški trg bil na prvem mestu? Tilen, pa mogoče če s tabo začnemo. Ja, no, lepo si že v svojem začetku povzela neke glavne dejavnike, ne. Mogoče bi jih tako razdelil na nekih 5 poglavitnih, ne. Vseeno moramo vedeti, da smo v enem res obdobju res izjemne rasti svetovnih finančnih trgov. Slovenija je le en delček tega mozaika, čeprav so po svetu divjale vojne, čeprav so bile neke makroekonomska vprašanja, so delniški trgi delali res čudovito. Kar se tiče Slovenije, je pač mogoče res malo specifika tega našega malega trga. In bi mogoče na nekih 5 dejavnikov lahko to opredelil, se pravi, večino našega trga dejansko lahko zaokrožimo v 5 glavnih podjetjih, v smislu Krke, NLB-ja, obeh zavarovalnic in Petrola. Tukaj se sklepa pač največ prometa. Dejstvo je, da vseh 5 podjetij dejansko res lepo posluje. In kot si sama povedala, dejansko so vrednotenja dovolj nizka, da privabijo širšo množico, bom rekel, vlagateljev, ne. Tako da tukaj nekakšno ne pričakujem nekih sprememb, se pravi Krka, Petrol, NLB, pričakujem res, da bojo dejansko nadaljevale s tako neko rastjo, in to je pač nek trigger, ki pač aktivira vlagatelje. Potem dejansko moramo se navezati na te dividendne zgodbe. Slovenija je res bila dividendno, bom rekel, res precej radodarna. Seveda se bodo te dividendni donosi zdaj zmanjševali z rastjo delnic, na to je pač treba biti pozoren, ljudje bodo to spremljali, da se bodo te odstotki sedaj malenkost znižali. Gre tudi za dejansko res lokalen trg, se pravi, v tem smislu mislim predvsem to, da je še zmeroma malo likviden, čeprav si na prezentaciji zelo lepo razložila, kako grejo te prometi res visoko, za kar je res en čudovit podatek, da tudi naš trg dejansko je v nekem svojem žarometu, ne, še vedno pa velja za nekega res, bom rekel, manj likvidni borzni parket. Mesečno, če sem prav pogledal, med 35-45 milijonov prometa oziroma na dan s kakim večjim borznim papirjem okoli milijona, v slabih dnevih od 500 tisoč. Se pravi, moramo vedeti, da tukaj neki večji igralci ne morejo vstopati na trg in so bolj kot ne neke lokalne zgodbe. Tudi hrvaški Intercapital z največjim prometom pač nekako gre v smeri tega, da so to hrvaški investitorji in pa slovenski investitorji nekako družno pripomogli k rasti temu našemu indeksu. Kot zadnji mogoče nek tak, bom rekel, temelj bi pa mogoče omenil, da naš trg mogoče privablja vse te denar, bom rekel, iz nekih depozitov, ki moramo vedeti, da se sučejo v naših varčevalnih računih okoli 30 milijard, kar je res ogromna številka. Mogoče ljudje zasledujejo neke druge zgodbe, dividendne, začeli vlagati v delnice. Poleg tega pa nepremičninske investicije so mogoče že malo zasičene in tudi tisti investitorji, ki so pol zasledovali nepremičninske zgodbe, se mogoče selijo in zato tudi se malo več kapitala seli na naš trg. Da vse to, bi rekel, nek skupek temu je dosegli neko premijo nad tujimi trgi, ker tudi tuji trgi so dosegli na 20%, tako da naš trg pa za 30% res lepa številka. Kaj si omenil, da bi lahko bil razlog tudi v tem ležečem kapitalu na depozitih, del vsega je definitivno aktiviral za izdajo teh ljudskih obveznic februarja lani. Zdaj zgolj zaradi te izdaje je dobrih 5600 trgovalnih računov bilo na novo odprtih, torej smo na trg dobili kar nekaj novih vlagateljev. Vita, misliš, da je bilo mogoče ravno to razlog, da je naš trg prekašal druge, torej te neki novi vlagatelji? Mislim, to je sigurno en delček v mozaiku noter, je pa dejstvo, da je slovenski trg že večkrat pozitivno presenetil, da tako rečem. Jaz mislim, da je še veliko potenciala, je pa eden izmed glavnih problemov definitivno ta nizka likvidnost, kakor je že Tilen omenil. Tukaj dejansko za velike playerje ni veliko placa in neki večji skladi težko pridejo zraven, ker nimajo
pozicije so običajno tam nad procent, pri večini sploh teh, ki so investitorji, ki ne obračajo skozi portfelja. In pa pri enih malo večjih skladih to hitro rata za Ljubljansko borzo že velik problem. Tako da jaz vidim tukaj v bistvu še potencial, vrednotenja so ugodna, tako kot smo prej videli. Ne moramo reči, da ni, tudi firme se mi zdijo, pač predvsem teh 5, ki je malo več prometa, da imajo neko zgodbo dobro, da je potencial za nadaljnjo rast, je pa definitivno treba povečati likvidnost, da bi omogočili pritok kapitala večjih investitorjev. Ja, definitivno se s tem strinjamo tudi na Ljubljanski borzi in upamo, da bodo vsi ukrepi ministrstva tudi naredili kakšen večji korak v tej smeri. Ampak na splošno, če se ozremo tudi še majčkeno širše v svet, je bilo lansko leto res izjemno za kapitalske trge. Že zgolj indeks MSCI World je pridobil dobrih 20%. Kdo pa so bili zmagovalci lanskega leta? Kaj je najbolj prispevalo k tej rasti? Mogoče Tilen, če bi s tabo začeli. No, MSCI World Index je dejansko res čisto nasprotje našega slovenskega indeksa. Če smo imamo mi omejeno na nekih 10 delnic, je pač MSCI res specifična zgodba, ker je v njem kar 1400 delnic. Res velik cel svet dejansko razvitega sveta, obsega kar 23 marketov, mogoče če tak razčlenimo. In ta 20% donosnost, bom rekel, da je skoraj dvojna od neke poprečne rasti. MSCI načeloma v zadnjih od leta 1979, mislim, da sem zbrskal podatek, je nekje njegova rast okoli 10,8%. Se pravi, da so bila zadnja leta dejansko res precej pozitivna, v povprečju zadnjih 5 let celo 13%. Je pa še mogoče ena zanimivost, sem šel zbrskati podatek, da dejansko od začetka ustanovitve kar 74% leto bilo pozitivnih. Se pravi, vseeno živimo v nekem obdobju neke kapitalske, bom rekel, intenzivnosti, da se pač plača investirati. Kar se tiče zmagovalcev, naprimer, jih je zelo lahko najdeti. Tudi največji delež v indeksu imajo, se pravi, to so ameriška IT podjetja. Tudi v samem indeksu je cirka 26% indeksa top 7 ameriških firm: Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Alphabet. To so podjetja, ki so vlekla gor cel svet, ne samo ameriške indekse. Res so izjemno pokazale. Vse ostalo pa dejansko malo stagniralo. Tudi kar se tiče Evrope, dejansko, čeprav pogledamo nemški DAX, je naprimer tudi bil na all-time high, ampak po donosnosti se ne morejo kosati z največjimi tehnološkimi giganti na svetu. Ja, ampak te delnice so zdaj kar visoko vrednotene. Koliko prostora za rast pa misliš, da imajo še v letu 2025? Se bodo vlagatelji usmerili mogoče tudi na druge panoge? Ker zanimivo, mislim, SBI Top nima nekih večjih tehnoloških podjetij, pa je prekašal ta indeks. Tako da vprašanje je tudi, da bi bila taka rast, ne glede na to, ne glede na razvoj umetne inteligence, torej ali gre samo za ugodne ekonomske razmere, za manjšo inflacijo in nizkimi obrestnimi merami. Torej, kaj pričakuješ v letu 2025? Bomo še vedno osredotočeni na tehnološke delnice? Ja, če gre, jaz bi tako rekel, načeloma se vedno tudi pri svojih strategijah se vedno oklepam tega, da pač če nekaj dela dobro, pač ne spremenijo strategije. In zaenkrat pač je glavno vprašanje, ali se bodo driverji tega performansa v zadnjih letih spremenili ali bodo ostali enaki. Se pravi, pač to je glavno vprašanje, ki si ga tudi sam zastavim, naprimer, kaj dotično se bo spremenilo, da se bo dejansko spremenile pozicije na trgu. Trenutno pač vemo, da pač ameriški trg preferira, tudi predsednik je temu naklonjen, predsednik vemo, da Trump dejansko, njegov generator uspeha je samo delniški indeks in čisto nič drugega. Tako da so ravni, dejansko temelji so postavljeni dejansko, da bi lahko US market spet outperformal. Je pa res, da se bo po mojem mnenju z tega, bom rekel, makro slike AI-ja, ki je bil skoncentriran na teh top 7 podjetij, sedaj začel dejansko zniževati. Se pravi, ta vstopna točka bo šla tudi na manjše AI podjetja, manjša tehnološka podjetja, mogoče celo iz drugih držav. Tudi, naprimer, zdaj smo videli v zadnjih dneh, naprimer, kako je DeepSeek, nova AI družba iz Kitajske, dejansko premešala karte na tem področju, z veliko, bom rekel, hitrejšo, učinkovitejšo in predvsem cenejšo tehnologijo dejansko od ameriških
OpenAI, naprimer, ne, lahko tekmuje z njimi in tudi, naprimer, današnji indeksi, danes na Opnu bojo tehnološki indeksi predvsem v minusu prav zaradi te novice od DeepSeeka in mogoče je ta konkurenca iz trgov, ki niso bile se trenutno v fokusu v zadnjem letu, mogoče celo lahko to, bom rekel, malo zamaje temelje ameriške dominance, preusmeri malenkost pozornost, ampak osebno jaz mislim, da ameriški trg, če ga bi mogel pozicionirati v letu 2025, bi ga ponovno pozicioniral na vrhu naložbenih razredov, ki bi mogel biti pač največji ponder vlagateljev, če iščejo nek performance v nadaljevanju. Ja, tudi na obvezniških trgih smo bili zadnje čase priča enemu zanimivemu fenomenu, mogoče Vid, kako bi komentiral, da je kljub zniževanju ključne obrestne mere 10 in 30-letnih ameriških državnih obveznic nekako pričakovana donosnost naraščala? Kje vidiš vzroke za to? Vzrok je po moje Trumpa, ne. To je, Trump prenaša eno negotovost. Moramo reči, da sem zadnjič pisal članek o tem, tisti, ki je šel njegove politike, pa napovedi brati, pa probo nekaj kvantificirati, je po moje s hudim glavobolom končal na koncu, ker je tako so si zelo kontradiktorne stvari in potem je vprašanje, kaj od tega se bo bolj realiziralo, kje se bo povlekel nazaj in je zaradi tega v bistvu zelo težko napovedovati inflacijo, ker veliko njegovih ukrepov od carin do množičnih migracij in takih stvari, če bi res, 13 milijonov imigrantov izselili, pustimo, da bi to bilo grozno drago za Ameriko, ampak pojavil bi se veliko pomanjkanje na trgu dela, ki je že zdaj pregret praktično. Potem carine definitivno dvigujejo cene, ne samo za tuje proizvajalce, ampak čisto vsa literatura potrjuje, da tudi kadar se uvedejo carine, tudi domači proizvajalci dvignejo cene, zato ker pač zavohajo priložnost. Tako da veliko njegovih politik bi lahko imeli močen inflatorni vpliv in zaradi tega so po moje tudi trgi malo na novo postavili neka osnovna pričakovanja glede inflacije. Tako da mislim, da bo dosti od tega odvisno. Mi smo imeli v bistvu sorazmerno okej leto na obvezniških trgih praktično od enkrat do volitev v Ameriki, pa smo pa videli kar malo popravkov v donosih glih zaradi tega, ker so se ta pričakovanja začela kar malo spreminjati, predvsem tukaj pod vplivom izvolitve Trumpa. Kaj pa pričakujete v letu 2025, kakšno politiko bodo ubrale centralne banke? Zdaj Trump kar pritiska, naj nadaljujejo z rezanjem obrestnih mer tudi v letošnjem letu. Kaj vidva pričakujeta? Jaz pričakujem tukaj, da bomo mogoče, zdaj tako, trenutni predsednik Feda mislim, da ve, da ga Trump ne bo še za en mandat postavil, tako da v bistvu, kar se tega tiče, ima dejansko možnost, da je neodvisen in da dela to, kar misli, da je prav, zato ker mislim, da njegove možnosti za ponovno izvolitev so blizu nič. Tako da jaz mislim, da centralna banka bo probala zadržati neko verodostojnost in dejansko odigrati tako, kar bi bilo najbolj smiselno. Je pa vedno centralna banka malo pod vplivom politike, malo pa tudi pod vplivom trgov, tako ni. Vedno proba malo manevrirati in žonglirati vse te stvari, tako da jaz mislim, da se bojo obrestne mere zniževale, predvsem tukaj Evropa bolj kot Amerika. Amerika pa mislim, da moramo biti pripravljeni na vse, no. Tako da zdaj, če bi res tudi videli neke zelo visoke tarife in vse, me ne bi čudilo, če bi zabremzali s spuščanjem obrestnih mer popolnoma in v primeru tega, da bi inflacija res začela zelo naraščati, potem bi seveda tudi dvigi sledili, saj praktično ni druge poti. Tilen, kaj pa ti misliš, kako bi ti komentiral? Ja, zelo se pridružujem Vidu, kar je povedal, ne, mogoče bi sem še dodal eno zadevo, se pravi ta smart money, ne, se pravi največji skladi, bom rekel pa družbe, ki upravljajo največje denarje na svetu, lahko tudi malo sporednice povežemo preko dolžniških vrednostnih papirjev, se pravi te zahtevani donosi, ne, naprimer zdaj prvič po 40 letih dejansko, ne, od leta 1980, naprimer, se ni nikoli zgodilo, da če bi Fed zniževal obrestno mero, da bi dejansko zahtevani donosi rasli, ne. To te smart money se postavlja v pozicijo,
ki pričakuje dejansko visok GDP, se pravi, da bo gospodarstvo raslo, ne? Na drugi strani pa pričakuje ta makroekonomsko neko neskladje, oziroma to, kar je Vid omenil, ne? Kako bo Trump reagiral, ne? Se pravi, kaj bo tukaj s podatki se dogajali dejansko v ekonomiji, ne? In tukaj, na primer, tudi njegov zadnji miting v Davosu, ki je bil v Švici, je pač res se postavil na mesto, kot da je on predsednik Feda, pa jasno dal vedeti, da bo pač zahteval, da spustijo obrestne mere, ne? Čeprav to pač ni njegova pozicija, ne? Poleg tega, da 99% trenutno je forecast, da se obrestne mere v naslednjih dneh, se pravi jutri in v sredo, ima Fed zasedene, ne bojo spremenile. Torej, ta pričakovanja v zniževanju obrestnih mer v Ameriki so se malenko spustile, se pravi, če je bilo še mesec nazaj pričakovanje med 3 pa 4 cikle zniževanja, so zdaj padli dejansko na 2 cikla. Do konca leta bi se znižali za nekih 50 bazničnih točk, se pravi, da bi pač ameriški nek target rate padal nekje na 4%. Drugače bo v Evropi, se pravi, Evropa bo prisiljena precej znižati obrestno mero in to bi se ne zgodilo na prav vsakem zasedanju, bi ne znižali za, bom rekel, 0,25 bazničnih točk, se pravi, da bi EU nek target rate na koncu leta bil celo 1,9%, ne. Gre vse to v smeri, bom rekel, neke slabše gospodarske pozicije, predvsem največjih vodilnih industrij v Evropi, kot je Nemčija, na primer, ne, ki je njegovo gospodarstvo na kolenih. Poleg tega, da tukaj imamo še blizu vojne, vemo, da dejansko nas ne samo Amerika, ampak tudi sama situacija sili v neko oboroževalno industrijo, ki pač ne dosega nekega dodatka na GDP, ampak dejansko samo prinaša strošek, tako da tukaj pač te izdatki se bodo povečevali, kar bo bremenilo naše državne proračune. In vse to dejansko zahteva neko bolj spodbudno monetarno politiko, tako da Evropa dejansko bo tle mogla precej katov narediti. Je pa res, kar se tiče pa, bom rekel, gospodarstva, gospodarske rasti, na primer, se v naslednjem letu pričakuje malenkost višje kot v lanskem letu, tako v Ameriki kot v Evropi. Target rate inflacije pa se bodo spuščali proti 2%, trenutno v Ameriki cirka 2,9, v Evropi cirka 2,4, teda te inflacije pa bi se mogle začeti spuščati. Ja, če se vrnemo majčkeno na domača tla, ne, na Ljubljanski borzi smo zasledili res en ogromen porast zanimanja za dolžniške inštrumente, torej za obveznice in zakladne menice. Kot sem omenila, so na trg pripeljale dobrih 5600 novih trgovalnih računov oziroma vlagateljev. Vid, imaš mogoče kakšen komentar, zakaj tak porast zanimanja za dolžniške inštrumente pri nas? Smo po naravi bolj konzervativni ali zgolj ljudska obveznica, kje vidiš razloge? Mislim, Slovenci imamo zelo čudno naravo, no, če tako rečem. Po eni strani smo ekstra konzervativni, po drugi strani smo pa v samem vrhu, kar se tiče kriptoračunov, tako da mi smo na ekstremih močni. To sicer vemo, da vsak stabilen sistem je na sredini močen, ne na ekstremih, ampak taki pač smo. Zdaj, definitivno tudi ljudska obveznica je en korak v pravo smer. Na splošno vidim, da je neko iskanje alternativ klasičnim depozitom, zdaj v obdobju te višje inflacije, ki je za nami, se je to nekako pojavilo. Jaz tudi, na primer, ne vem, če spremljam pri nas sklad denarnega trga, se praktično početveril v tem obdobju. Tako da to so res ogromni prilivi bili in ljudje so začeli iskati ene alternative. Banke ne rabijo denarja dodatnega. Mislim, da v Sloveniji smo koliko tam na cirka loan to deposit imamo cirka tam 2/3, torej banke imajo veliko več denarja, v bistvu manjka jim dobrih strank, da bi jim lahko dali kredite po teh obrestnih merah, zdaj jim dejansko nimajo nobene potrebe, da bi dvigovali obrestne mere. In ljudje so malo začeli iskati, ker jih je ta inflacija, ki je prej bila tako zmerna, pa je pomalo najedala premoženje, jih ni toliko bolela, ker pa v enem letu odnese 10%, pa je ta bolečina toliko večja, da so se tudi ljudje malo obrnili in definitivno to je po moje prispevalo. Je pa tudi sočasno v tem trenutku tudi država prišla nasproti s to ljudsko obveznico. Jaz take stvari definitivno spodbujam. Se mi zdi, da vse milijarde, ki jih imamo na bankah, jasno kažejo na to, da smo daleč od neke optimalne strukture in to vse analize kažejo, sredstev v gospodinstvih, tako da je definitivno dobro, da raste zanimanje tudi za neke dolžniške inštrumente. Ja, kaj pa pričakuješ za letos, da
da bomo deležni enakega zanimanja oziroma navala vlagateljev na trge. V začetku 2025 je namreč Ministrstvo za finance napovedalo novo izdajo, ne, ljudske obveznice. Jaz mislim, da bo spet zanimanje, ne. Saj te stvari se tudi tako malo, tukaj je vedno tek na dolge proge, ne. Jaz vedno pravim, da finance stojijo samo na zaupanju in to je edina stvar, ki jo imamo, in zaupanje se gradi počasi in zdaj bojo definitivno prvi vlagatelji poplačani in pač bojo zadovoljni, tisti, ki so prejšnjič vložili, je velika verjetnost, da bodo spet vložili. Še kdo se je komu pohvalil, da je kaj kupil, pa najbrž še koga nagovoril. Tako da definitivno pričakujem tudi zdaj, no, da bo vsaj približno enako zanimanje, kakor je bilo prvič, če ne večje. Ja, veliko novih vlagateljev se pričakuje tudi z to uvedbo individualnih naložbenih računov. Zdaj, s tem predlogom sta najbrž oba seznanjena. Tilen, kako se tebi zdi, ga boš odprl zase, za svoje otroke, kako podpiraš te ukrepe Ministrstva za finance? Seveda vsaka spodbuda, vsak dobronameren nek inštrument, ki bi pritegnil vlagatelji, ki bi pritegnil nek kapital na trg, je seveda pozitivno sprejet, ne. Seveda je pa res, da tukaj kar precej omejitev, ne, da pač za nekatere, bom rekel, borznike, ki že imajo nekaj let za sabo, ne, tako sem tudi jaz, ne, ker nisem glih prvo leto, ne, seveda ta ukrep ne prinaša čisto nič nobene spremembe. In glede na to, da pač je namenjen res vlagateljem, ki bi začeli za nekih 20,000 evrov vložka in bi jih pol načeloma lahko povečevali po nekih 5,000 evrov, ne, s tem pač nekak predlog targetira nove, bom rekel, vlagatelje, manjše vlagatelje, ki se bo začeli spoznavati za borzo in da predvsem aktivirajo te, bom rekel, depozite na bankah ali pa kakšne prihranke, na primer, kar je zelo, zelo spodbudno, ne, se pravi, tudi vsak se mora nekako začeti s tem ukvarjati in z tega vidika je dejansko res to pozdravljam. Seveda pa bi si želel, na primer, ne, da bi ta predlog bil poskrbljen tudi za, bom rekel, širšo množico, ne, se pravi, tudi za večje portfelje, da bi bil še malo bolj agresiven, kar se tiče samih, bom rekel, obdavčitev, ne, še vedno Slovenija vseeno spada pod bolj obdavčene ko govorimo v kapitalskih obdavčitvah ali pa drugih finančnih instrumentov, kaj šele, bom rekel, izvedenih finančnih instrumentov, ki smo v samem, bom rekel, vrhu za 40% obdavčitvijo, ne. Se pravi, tukaj bi še en korak naprej lahko naredila, pa bi dejansko večji obseg trgovanja lahko dosegla na kapitalskem trgu, ne. Je pa, bom rekel, en pozitiven korak naprej in tega pač valjda spodbujam. Pa ti vidi, koliko malih vlagateljev novih misliš, da bo ta ukrep pripeljal na trg? To težko ocenjujem, koliko jih bo zdaj zaradi tega prišlo. Po moje, kakšnega bojo prepričali, če drugega ne, se bo v medijih o tem govorili še malo bolj, kakor je bilo zdaj, ker zdaj se mi zdi zaenkrat, kakor jaz zaznavam, da tako iz posla smo seznanjeni s temi stvarmi, ke pa govorim s tistimi, ki niso iz naših poslov, ki se ne ukvarjajo s financami, pa se mi zdi, da niso niti tega predloga niti zaznali najboljše, no. Tako da sigurno, ko se bo začelo o tem govoriti, se bo kdo malo zbudil in tako da iz tega vidika dobro. Tudi jaz vidim znotraj teh računov kar nekaj priložnosti še za izboljšave, ki si želel to, da so in skladi not vključeni malo lažje in te stvari, tudi malo bolj globalne portfelje, ampak razumem namen, razumem, da je pač želja tudi malo oživiti dodatno slovensko borzo, kljub temu, da je za nami rekordno leto, ampak ja, spodbujam tudi te malo, da rečem, lokalne stvari. Je pa važno, da se ljudje s tem začnejo spoznavati, da začnejo pa malo da vidijo, da vlaganje ni nek bav in da je to v bistvu nujno potrebno, ne, ker ravno tu pri nas se dogaja velika škoda dejansko, ker smo zelo pridni varčevalci. Statistike kažejo, da smo v Evropi nad evroobmočjem, nad povprečjem Evrope, pa dejansko ta struktura, kaj pa pol delamo s temi privarčevanimi sredstvi, tukaj pa, dajmo reči, nismo optimalni, da se zelo lepo izrazim, in spodbujam take ukrepe, zato da se dejansko teh 28+ milijard, kolikor je na depozitih, začne malo seliti
na trg kapitala. Bi pa izpostavil to, kaj ti nam rekel, da so tudi ene druge stvari za urediti, tudi kar se tiče davčnih stopenj, ki so zdaj določene stvari res totalno previsoko obdavčene, 40% na izvedene je res noro. In pa tudi tako bi bilo mogoče dobro tukaj, mogoče tudi razmišljati v smeri, kakor na depozitu vemo, da ne vem, prvih 1000 evrov ni obdavčenih, pa bi lahko bilo tako tudi za dividende ali pa take stvari, da bi ljudje tudi s temi davčnimi politikami spodbujali, mogoče, da si malo pogledajo, kaj jim trg kapitala ponuja. Ja, definitivno so vsi novi vlagatelji na kapitalskih trgih več kot dobrodošli, predvsem tudi z tega vidika, da vlagaš v to, kar poznaš, vlagaš doma, ne, in lani smo imeli najbolj donosen kapitalski trg. Zdaj, če je k temu mogoče pripomoglo to večje število vlagateljev zaradi ljudskih obveznic, pa zdaj za ponovno izdajo v letošnjem letu in pa napovedjo individualnih naložbenih računov, a mislite, da bo to dovolj, da smo tudi letos na prvem mestu, kar se tiče donosnosti? Torej, da bo slovenski delniški trg tudi v 2025 lahko zadržal vodilno mesto glede donosnosti? Malo nehvaležno napovedovati take stvari, no, zdaj. Mogoče Tilen, ti si bolj na tehnični analizi, kaj pravijo tvoji grafi, da ne bomo subjektivni. Ja, graf je že kar extended, ne, na slovenskem trgu, ne, zdaj tudi letošnji januar je bil dejansko, če imam prav podatek, tudi eden izmed prvih indeksov na svetu, ne, se pravi, da se pač ta rast še ni ustavila, ne. Zdaj v tujini je prav zdaj zadnji, bom rekel danes, v naslednji dneh bo prišla malo streznitev, ne, bomo videli, če bo slovenski trg tudi potegnilo za sabo, ne, drugače pa vsak delniški trg gre po nekem istem scenariju, se pravi, zgodovina se vedno ponavlja, pride do nekega puša zaradi pač različnih dejavnikov, nekih smo jih že tudi našteli tu noter, potem pride dejansko neka streznitev in to streznitev tudi pričakujem dejansko na tujih trgih. Letos mislim, da bo kar en lep popravek med 10-15%, tudi slovenski trg verjetno temu ne bo imun, ampak likvidnost je še vedno dovolj. Kapitalski trgi so še vedno dejansko res dobro založeni, denarja na strani je še vedno dovolj, tako da vsi te, bom rekel, če bojo kazalniki, bom rekel, kazali pozitivno smer, bojo vsi te večji popravki kupljeni. Investitorji čakajo bom rekel, na priložnosti in ne pričakujem nekih večjih popravkov navzdol, ne. Je pa res, da se bojo vlagatelji bolj skoncentrirali na poslovne rezultate, na rast dobičkov, seveda te dividende danosti so zdaj padle in bojo začeli bolj gledati makro kazalce in vse to bo pač oblikoval nek dejansko končni donos na indeksih, ne. Se pravi, vedno ne gre res v eno smer, je pa res, da zgodovina dejansko, če pogledamo neko dolgoročno zadevo, pač že prej sem omenil dejansko, da je 70% bilo nekih pozitivnih let, ne. Se pravi, da pač, ja, če ne bo nekih večjih fundamentalnih res, bom rekel, razlogov za neke večje drope trenutno, pač januarja, ko se o tem pogovarjamo, ni nekih, bom rekel, večjih sprememb, ki bi vplivali na, bom rekel, neke večje obrate na delniških trgih. Vid, kam bi pa ti stavil za leto 2025? Na kateri sektor? Zdaj, ne vem, zdaj zgleda, da sva se s Tilnom drugače pripravljala skupaj, tako da jaz, kar se tiče regij, definitivno Amerika, kar se tiče sektorjev, še vedno IT, kljub nižanju obrestnih mer bi tudi banke in finance še skozi vidim kar nekaj placa tudi tukaj, ker ne govorim zdaj o bankah, čisto tipičnih bankah tipa NLB, ampak te večje banke, ki imajo v bistvu tudi ta del investicijskega bančništva, ki pa s padanjem obrestnih mer tam posel narašča, tako da nekaj prostora vidim tudi še tukaj, pa tudi mogoče še kakšne telekomunikacije, ne bi pa čist izpred oči spustil tudi healthcare, no. Tako, imam zaenkrat tako nevtralen pogled na zdravstvo, ampak da rečem, je prvi v čakalni vrsti, no, da izboljšam svoj pogled na ta sektor. Tilen, bi mogoče ti še kaj dodal? Jaz bi dodal še dejansko commodities, se pravi čist glavno splošno commodity indeks. Dodal bi zlato, sem predvsem še vedno bullish na plemenite kovine. Pa dodal bi energy, ne, se pravi Trump, vemo, da ni glih okoljevarstvenik, ne.
Prvo, kar je naredil, je ne pač se izločil iz podnebnih sporazumov, ne, se pravi, on ne bo zagovarjal, da bi se postavljale sončne elektrarne, pač in bo pač ta njihova domača naftna industrija, plinska industrija verjetno res v tem njegovem mandatu dobila malo več pomoči ali pa podpore, kot je v prejšnjem Bidenovem mandatu, ker gre za čist dve nasprotujoči si politiki, kar se tiče okoljevarstvenih ukrepov. Tako da te trije, na primer, bo oni dejansko res dosti zasledovali. America First, njihov prvi moto, da pač Trump tudi začetico svojih svetovalcev, ki si jih je postavil v svoje pisarne, dejansko sami milijarderji po vrstu. Kot sem že na začetku povedal, za njega je edini pokazatelj uspešnosti predsednika delniški indeks, zato tukaj ne pričakujem, da dejansko bojo karkoli poskušali, da bi karkoli naredili, da bi bilo slabega za delničarje ali pa za lastnike največjih družb, tako da tukaj se mi zdi, da bojo suportirali market pač z vsemi močmi, ker jih bo imeli. Zato pač tudi mislim, da bo Amerika še vedno tle, če gledamo neko globalno sliko. Največ prinesla, seveda pa sem že tudi parkrat v svojih prispevkih povedal, pač ta Kitajska meni zelo ok. Moram vedeti, da so vrednote na tem zelo v redu, zelo nizka, in če bi Trump dejansko tle malo popustil, kar se tiče tarif, ki jih je pač obljubljal v predvolilnem času, se pravi zdaj že v nekaj dneh svojih mandatov ni nič, kar se tiče tarif, novega sporočil, pač zamika to njegovo odločitev zdaj v februar, se pravi, da mogoče se je celo malo mahčal do tarif, ki jih je obljubljal Kitajski, pa Kanadi, pa Mehiki, na primer, ne. Če se bo tle njegova politika kaj spremenila, pa bo do Kitajske malo bolj prijazen, bi tudi Kitajska tle lahko bila zelo donosna. Ja, s Trumpom pa tudi ne moramo mimo kripta, ne. Tilen, ti si dosti prisoten tudi na tem trgu, bi rekel, da je zdaj to neka bolj stabilna naložba, kot je bila mogoče pred Trumpom. Ne bi glih rekel, da je stabilna, je pa sigurno, da bo zdaj dobila še malo večji, širši krog zanimanja, ne, njegova pač usmeritev gre v te neke strateške rezerve ameriške, če bi se to dejansko zgodilo, bi to bil res velik trigger za kripto. Če ne druga, sigurno gre korak naprej k regulaciji, ki je pač potrebna na kripto trgu. Pa bom rekel, tudi bolj favorizira te ameriške kriptopodjetja, ki pač so prej bila malenkost zapostavljena z njihovo zakonodajo. Tle je bilo ogromno tožb proti ameriškim, bom rekel, izdajateljem kriptožetonov, ki bo zdaj verjetno padle, oziroma se bo pač izcimle v neko pozitivno smer za kriptopodjetja. In tle so pač tak ameriška kriptopodjetja, ki jih je kar precej dejansko, ker ta industrija res precej močna na ameriških tleh, lahko dejansko pridobijo na vrednosti prav zaradi Trumpa. Tudi njegove poteze, naprimer, če se prav zdijo mogoče nesmiselne v zadnjih dneh, tudi za izdajo tega svojega žetona, pa za izdajo Melania žetona, ne, se kup vprašanj pojavlja, zakaj je dejansko bilo tega treba, ne. Zaenkrat jaz osebno še ne poznam nekega motiva, ne. Bil je en velik pump and dump, lahko temu rečemo, ne. Vrednost je šla, ne vem, par tisoč procentov gor, potem zdaj se je skorigirala za 70%. Se pravi, ne vem čisto točno, kaj so te nameni, zakaj je to sploh šel početi, ne. Gre pa za to, da pač res favorizira dejansko tle kripto, poleg tega, da ta četica svojih svetovalcev, ki si jih je postavil tudi z Elonom Muskom na čelu, so vsi dejansko pro kripto in pač tukaj mogoče lahko pričakujemo nek premik v pozitivno smer, seveda pa kripto je še vedno highly risk asset, ne glede na to, kdo je predsednik države, pa ne glede, kdo ga obvladuje. Predvsej odvisno tega dejansko informacij, dotoka informacij in Twitter kanalov, X kanalov dejansko, ne, in se tečaji oblikujejo na podlagi nekega FOMO efekta. Redko daj na kakih trdnejših temeljnih analizah, ker zdaj dejansko tudi v zadnjem letu, ko vidimo večino rasti, je prišlo iz nekih memo coinov, ki dejansko so brez ekip, brez nekega fundamentalnega value, ampak privabljajo pa največje število vlagateljev prav zaradi tega dostopnosti nizkih cen in pa visokih rasti. Zdaj pač ta dva dejavnika sta zdaj čist navzkrižna. Tako da pač tukaj mogoče pričakujemo lahko en korak naprej k sprejetju kripta kot neke svetovne, bom rekel, neke dodatne valute. Ne pričakujem pa, da se bo volatilnost umirila v naslednjem letu. Ja, mogoče, če se zdaj za konec vrnemo še majčkeno na Ljubljansko borzo.
Ampak da mogoče tudi tukaj kakšnega favorita. Zdaj letos se je začelo odlično, ne, skoraj vse delnice prve kotacije so imele letos večjo donosnost od recimo Nvidie. Dobili smo tudi prvo družbo na Ljubljanski borzi za tržno kapitalizacijo nad 5 milijard evrov, in sicer jo je presegla Krka. To bi bil pa kaj vajen favorit na Ljubljanski borzi. Mogoče Vid, če s tabo začnemo. Dobro vprašanje. Ljudska obveznica. Ne, mislim, pričakujem pozitivno leto na koncu. Ja, definitivno tudi jaz pričakujem, da se nam zna malo volatilnost povečati v primerjavi z lanskim letom, ampak pričakujem, da bomo na koncu imeli pozitivno leto. Zdaj, iskreno je strogo izven mojega naložbenega fokusa, kar se tiče skladov, ki jih upravljam. Ljubljanska borza pač ni prisotna noter, ker so taki skladi. Še. Ampak zdaj zaenkrat bi rekel tako, no, nobena se mi ne zdi precenjena, glih nekaj zelo, tako moram reči. Se mi zdi zanimiva zgodba, sploh kar se tiče dividend in za dividendne vlagatelje. Nobena delnica se mi ne zdi zelo precenjena, da bi rekel, tukaj pa res ne bi vložil noter. Pa še ena stvar, ki je, mi imamo v bistvu take zelo konzervativne družbe na borzi, da tako rečem. Vi, če pogledate, ne vem, bilanco Krke, ima veliko prostora za recimo nek dolžniški kapital in take stvari, tako da to so res take varne naložbe in iz tega vidika definitivno zanimive. Ne bi pa zdaj posamične sicer, se mi pa nobena ne zdi, da bi rekel res, da bi jo na prvi oč takoj vrgel ven, to pa ne. Tilen, kaj pa ti, je tebe mogoče prepričal slovenski delniški trg za lansko najvišjo rastjo? Ja, z veseljem sem pogledal to donosnost, ne. Je pa res, da tudi, mislim, tukaj čisto odkrito, disclaimersko lahko povem, da ne, jaz osebno ne, podjetje, v katerem sem jim upravljam portfelj, dejansko nimamo niti ene naložbe slovenskega trga. Zdaj, ko gledam za nazaj, sicer mi je mogoče malo žal, ampak je pa res, da smo na portfelju dosegli višjo donosnost v slovenski indeks vseeno, ne. Tukaj bi predvsem, že ko sem omenil z besedami že v celem prispevku, ne, pač spremljal bi dejansko to poslovanje, ne. Zdaj, vsaka je malo specifik, ne. Res je, da je pač slovenski trg majhen in treba je poznati dejansko 10 podjetij, ne, pa pač zbereš najboljšega, ne. Pač dokler bo energetski trgi dejansko res tako volatilni, pa visoke cene, verjetno Petrol ima lahko zelo dobre rezultate. Poleg tega v Petrolovi skupini je Geoplin, ki je dejansko na trgu zemeljskega plina dejansko res po moje dobre rezultate ustvaril, ker so ta pač energenti visoki. NLB dejansko zaradi obrestnih mer dejansko lahko poveča obrestno maržo. Krka, kot je Vid povedal, dejansko res gre za eno super podjetje še vedno, ne. Je sicer en negativni downturn, ki pač res večinoma naredi na vzhodnih trgih. Če se tam karkoli spremeni, lahko to pač vpliva na poslovanje, to pač treba imeti v nekem obziru. Zavarovalnice pa konstantno pač na našem trgu z neko počasno rastjo dejansko poslujeta in rasteta, pač da tukaj nekih večjih pretresov ni, ne. Potem se pa že počasi tukaj neha, ne. Tako da pač vse ta podjetja dobro poslujejo, imajo veliko kapitala, lahko vlagajo naprej, lahko kupujejo tudi druge, ko bom rekel, prevzemne tarče. Tudi NLB je dejansko že omenil, da bo šel v neke prevzeme, se pravi, kapitala je dosti, širilo se bo, tako da pač zaenkrat so besede spodbudne, ne. Je pa valjda res, da vsak kovanec ima dve plati, ne. Če se pač neke zadeve spremenijo, ceteris paribus, bo pač to na donos seveda vplivalo in to pač moraš imeti, bom rekel, v obziru, da glede na likvidnost slovenskega trga, če se bo začele zadeve spreminjati v neko negativno smer, bo ta pač indeks tudi tako hitro, ko je šel dol, tako hitro tudi upadel. To pač treba imeti v nekem obziru. Ja, glede na lansko leto, ne, definitivno na Ljubljanski borzi verjamemo v potencial slovenskega kapitalskega trga, ne, in tudi se veselimo nadaljnjih izdaj ljudskih obveznic in pa individualnih naložbenih računov. Tako da in pa vseh novih vlagateljev, ki jih bodo te pripeljali tudi vaju, ne, tako da upam, da naslednjič, ko se vidimo, boste že majčkeno več lahko povedali o vajinem slovenskem portfelju, če ne drugega v INR računih. Jaz mislim, da smo s tem kar prišli do konca. Najlepša vam hvala,
ker sta bila z nami. Hvala tudi vam, gostje, ki ste nam danes spremljali. Upam, da ste izvedeli kaj novega. Tako da do naslednjič se res vsem še enkrat lepo zahvaljujem. Tilen, Vid, hvala. Vam, gostje, pa vas lepo prosim, če lahko po koncu dogodka izpolnite še eno kratko anketo. Tako da, lepe pozdrave do naslednjič. Dio, Tilen, pa Vid. Hvala, lep pozdrav. Hvala za povabilo. Hvala, naslednje. Dio.